Dober večer. Ja, upam, da mnogi med vami preživljate bolj miren večer, kot ste ga včeraj. Ja, za lepšega, kolikor je v naši moči, se bomo potrudili mi nocoj. Povabili vas bomo na festival Drugajanje, predstavili prvo dijaško spletno televizijo, zaigrali nagradno igro in, kar imamo vsi zelo radi, uživali v dobri glasbi. Nocoj na našem odru Vlado, Lidija in Tomaž, zbrani pod imenom Tristan. Nocoj. Dober večer, skupina Tristan. Zanimivo, kot iz kakšnega filma, bom rekla, ne? Me spominjate, gospod Vlado, morda vi, par uvodnih besed. Zanimiva slovenska zasedba, bi rekla, akustično, torej v akustični izvedbi, tako je, avtorska skladba. No, to je sicer bila slovenska ljudska nocoj. Mi smo se odločili, da bomo tokrat zaigrali eno skladbo, ki jo še nismo igrali po televiziji, se pravi, to je ta nocoj, je tudi ne pripravljamo za naš nov CD. Kot naslednjo skladbo bomo zaigrali naš aktualen singl, ki je šel pred tednom dni, to je Priprav modroc v
upam, da boste tle razumeli na štajerskem koncu, ker je Je to pripravi ljubljanskem... madraco oziroma... Ja, ne vem, kako pravite pri vas. Posteljo? Ja, tako. No, ja. Priprav modroc, da bom lahko pri tebi prespal. Ne. Sicer smo se zmenili za podnapise, zdaj ne vem, mogoče, če je pripravljen. Ne. Ja. No, kot tretjo bi pa zaigrali naš prvi singl, Moja prva misel si, to je sicer znani Evergreen Dream, A Little Dream of Me, za katerega je pa Lidija napisala slovensko besedilo in z njim smo tudi nastopili kot s prvo skladbo na šovu Slovenija ima talent. In tako postali tudi, bom rekla, širše prepoznavni med ljudmi, a ne? Ja, vsekakor, no. Jaz kar večkrat doživim opazko, to je pa una gospa s kontrabasom, ne. Zgleda, da je bilo to tisto, kar je ljudi pravzaprav najbolj impresioniralo, no, ker ni prav veliko žensk, ki igrajo kontrabas, ne. Poleg vsega ostalja, no. Torej vidimo tudi Tomaž obvlada mandolino, a ne, orglice in še kaj. Ja, hvala. Še kaj, mogoče še kaj, no, čeprav prvenstveno sem kitarist, ampak v tej zasedbi po glavnem mandolina je ta pravi inštrument za to, kar rabimo. Ja, mandoline velikokrat ne slišimo, a ne, v slovenskih pesmih, ali? Ne, pa sploh ne tak način igranja, to je prišel v bistvu bolj z ameriškega bluegrass stila. Pri nas je bolj italijanska mandolina, pa za te kancone bolj primerna. Lidija, kako je držati ta kontrabas, taka drobna, ženska in tako močna hkrati? Ja, imam tudi droben kontrabas, ne. Ker to je pravzaprav otroška velikost, ne. Primerna zame in moram pa reči, da bi priporočila vsem ženskam, da začnejo pred kontrabas, ker to je neizmeren užitek. Nasloniš se nanj, skriješ se za njim, imaš pomembno vlogo v bendu, kljub vsemu pa ne tako eksponirano, ne, če nisi ravno te sorte. Morda so k to vrstni glasbi ali pa podobni, kaj pravite, vplivali kaj tu čelos? Tomaž, morda ti si iz mlajše generacije. Nisem dobro razumel, čeprav kaj je vplivalo na našo glasbo? Ne na vašo glasbo, ampak na splošno k popularnosti to vrstne glasbe med mladimi tu čelos tudi izvajajo, torej znane, že znane popevke, pesmi v pač akustični, klasični verziji. No, jaz bi tako rekel, da v teh časih je en tak razcvet akustične glasbe in to mene zelo veseli, ne. In vedno več te popularne glasbe, ki je slišana po vseh medijih, se igra na vse sorte akustičnih inštrumentov in seveda vse je kle dobrodošlo, ne bo to čelo, mandočelo, violina, karkoli in vedno več je tega in to je zelo fajn. Morda, Vlado, preden nam še eno zaigrate, prej sem se že zmotila, ne, na začetku oddaje sem rekla, da je to vaša avtorska pesem, pa vendar pripravljate album z nekaj avtorskim in pa z nekaj priredbami, kot ste že povedali, ne. Torej tudi to je zelo zanimivo slišati priredbe na vaš način znanih pesmi, svetovno znanih pesmi, v bistvu je nekako tako izpadlo, da ta večer igramo pravzaprav same priredbe. Ker tudi ta naslednja je pravzaprav ameriška, tradicionalna, na katero sva z Lidijo napisala besedilo, se pravi ta v tem modrocu. Na tem albumu, ki ga pripravljamo, bodo poleg tega, kar se boste danes slišali, še 4 priredbe, za katere pa založba Menard še pridobiva mehanske pravice in pa 8 naših avtorskih skladb. Tako da po talentih nenadoma smo dobili veselje, tudi naša kreativnost je nekako vzbrstela in smo začeli komponirati in Lidija pa že itak prej pisala zelo dobro slovenska besedila. Takole, zdaj mislim, da bomo slišali pesem, ki je zelo primerna za ta čas zvečer, namreč ne priprav madrac, zdaj v dvoje je to mišljeno, a ne, takole se... No ja, zdaj, besedilo je že kar nekaj let staro, ne, nismo nič aludirali na kakršnokoli trenutno situacijo v Sloveniji. Mi smo se svoje čase hecali, da ta pesem opisuje eno tipično slovensko družino, kjer je oče kamionar, pa pride domov, pa tako. Zdaj upam, da ne bo kdo hud na nas, ampak zadeva je tako malo hudomušna in je mišljena v tem smislu kot humorna karikatura
ene take družine. No, vse v teh časih pa to še kako dobro pride, kaj Tako, hudomušnega in veselega. Izvolite, trio Tristan, oder je vaš in da vas slišimo. Priprav Modroc. Mudroc. Prav modroc, dam lahko pet prespal, pa lej dan napred trdovih prav. En pir se tudi prlegu, pa dej mi kaj zajez, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Sej vem, da ti ni prav med okni bilo, vse sonce mi je dogajal med putjo. Kamion se mi je pokvaril, pa šel sem tudi sedet, moraš biti vesela, da me vidiš spet. Prav modroc, dam lahko te prespal, pa lej dan napred trdolih te prav. En pir se tudi prlegu, pa dej mi kaj zajez, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Res zdaj, da glava te boli, ob men boš pozabila vse skrbi. Pa nek se nože kisat, zdaj rajcune dol, se jukala boš lahko tudi pol. Prav modroc, dam lahko te prespal, pa lej dan napred trdolih te prav. En pir se tudi prlegu, pa dej mi kaj zajez, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Veder se mul si nami vrat zavil, če ona zraven cvilj, jaz nisem kriv. Se temu prav ljubezen, takoj ga ne strat, ne vleč na ušesa, probiraj zaspat. Prav modroc, dam lahko te prespal, pa lej dan napred trdolih te prav. En pir se tudi prlegu, pa dej mi kaj zajez, že jutr lahko se znajdem spet na cest. Sej že jutr lahko se znajdem spet na cest. Torej, priprav Modroc smo zdaj slišali in skupino Tristan. Ste že povedali, kdaj bomo lahko videli to CD ploščo? Še prej pa jaz mislim, da se boste kar predstavili, kar veliko nastopov. Prej, Vlado, ste mi povedali v maski, da prej ste 2-krat na leto nastopali, zdaj, ko vas pa malce bolje poznajo, pa imate kar več nastopov. Ja, zdaj pa 3-krat ali pa večkrat. No, se poznaje, predvsem pa igramo, kako bi rekel, na bolj kvalitetnih prireditvah. Mi smo v končni fazi vseeno bolj koncertna skupina. Imamo sicer dosti velik repertoar, tudi še od prej, raznih folk, bluegrass skladb in večno zelenih melodij, tudi v originalu, vse v angleščini. Čeprav ta bluegrass se mi zdi, vam je še najbolj pri srcu. No, zdaj tako je, bluegrass je nekako tisto, kar bi mi radi igrali, ne? Ker bluegrass je le zahtevna virtuozna glasba in mi se učimo na glasbenih delavnicah pri svetovno znanih učiteljih, kot so Beppe Gambetta. Letos je bil v Sloveniji tudi Steve Kaufman, potem Russ Barenberg, sva bila z Lidijo en teden pri njemu. To so sama velika imena, ki jih pri nas več ali manj nihče ne pozna, no, ampak
to so največji mojstri igranja na tako kitaro z trzalico. Ne. No in to je nam tisti zgled, se pravi, pa ni ne gre za to, da bi zdaj mi igrali samo bluegrass. Ne, mi radi to, kar se tam naučimo, potem prenesemo v druge zvrsti glasbe. Ne. In tudi, ker je naših lastnih skladb, povsod se nekako to noter upleta in to je naša ambicija, se pravi, dobro igrati na inštrumente in kljub temu, jaz sem že nekaj star, ampak jaz se še zmeraj učim, a ne? In ostali tudi in radi bi bolje igrali in še bolje peli in pisali še lepše pesmi. Torej, Lidija, nekaj izkušenj tudi festivalov v Sloveniji, kar veliko seveda ni, da bi se predstavili, pa vendar festival slovenskega šansona, tam ste nastopili. Ja, Kakšna je ta izkušnja? To je bila prekrasna izkušnja, predvsem je bilo eno veliko presenečenje lansko leto, ko smo pač poslali prvi komad na ta festival. Jaz sem medtem že popolnoma pozabila na to. Tako da nisem niti razmišljala, niti pričakovala, lepega dne pokliče gospod in reče, ste sprejeti in seka pa se to ni mogoče. Ne? In je bila prekrasna izkušnja, leto smo ponovno poskusili, bili spet sprejeti. In smo bili spet presenečeni, ker sem spet pozabila vmes. Ker tisto, ponavadi, kadar zelo pričakuješ, se niti ne zgodi, ne, ponavadi. Kadar pa nisi pripravljen, da se pa zgodijo zelo lepe stvari. Tomaž, ti si vseeno morda druga generacija, drugače gledaš, ti je tudi ta glasba zlezla pod kožo. Zelo, zelo. In jaz moram reči, da sem zelo hvaležen, da sem glasbo začel spoznavati, to glasbo na tak način. Jaz sem sorazmerno pozno začel igrati kitaro, to je pri 20 letih. Sicer si odličen harmonikaš? Ne, sploh ne. Hvala lepa, ampak sploh ne. Ja, to je pa res moj prvi inštrument, bil še v osnovni šoli in tudi teh časov sem zelo hvaležen, no, veliko so mi pustili, ampak predvsem pa ogromno sem se naučil od Vladota in od ljudi zdaj res poznavam, da ljudje, ki celo življenje igrajo, ne glede na to, kaj ti igraš, koliko si dober, kakšen virtuoz si, te vedno lahko ogromno naučijo. No? In to sem jaz z veliko žlico zajemal pri tej generaciji in ta glasba mi je izjemno všeč. Morda za konec, če vseeno damo besedo, Vlado je vseeno, se mi zdi, tu šef te skupine, a ne? Delita si z Lidijo to mesto. No, saj jaz sem najbolj kriv za vse. Mogoče. Pesem, ki jo bomo zdaj slišali, ne, kasneje se nam boste predstavili, seveda malce odmora si tudi vi zaslužite, da ne rečem tako je, ne, da si malce spočijete, ne, čeprav koliko časa trajajo vaši nastopi? Ja, različno, ne. Tukaj zaigramo 3 skladbe, na kakšnih drugih Urco, 2? Pa 60 skladb, ne, kar je ponad kakšnih 5 ur. Ne. A tudi? Tudi, ja, imamo veliko repertoarja. Slovenskega repertoarja imamo pa tako za čiste glasbe, za minutažo nekaj čez 1 uro. Tako da primerni za karkoli, torej za 5 ur ali za urco ali za par skladb, kakor v naši oddaji. Nadaljujemo pa s festivalom Drugajanje, ki vstopa v drugo desetletje svojega dogajanja na drugi gimnaziji Maribor. Ja, tudi letos že 11. zaporedoma prinaša številne kakovostne predstave in še marsikaj drugega. Dober večer želim, Alma Selimović. Dober večer. Organizatorka, da tako rečem, danes se je začelo. Kako je kazalo, razprodana predstava, polno? Ja, mi smo vedno nekako pozitivno presenečeni nad odzivom. Zdaj, jaz nekako ne uporabljam besede razprodano, ker imamo brezplačne vstopnice, ampak sta pa današnji obe ponovitvi predstave, zato sem srečen, polni. Tudi jutrišnji, jutri napovedujemo sicer še koncert, pa film, pa pogovor z umetniki, pa eno intervencijo na šoli, ampak pričakujemo kar veliko občinstva. Festival traja 3 dni? Ja, festival traja 3 dni, začeli smo danes ob 5, končujemo v četrtek zvečer. Mogoče zveni malo, ampak je tak zelo koncentriran festival, no, danes sta 2 predstavi, jutri začnemo že opoldan z liričnimi utrinki na šoli. V četrtek pa tudi zaključujemo s kar 2 predstavama. Ena je ob 7, zadnja je ob 8:30, govori pa o dolgu Saške Rakev oziroma o dolgu Republike Slovenije. A to zanima srednješolce, gimnazijce? Ja, po mojih izkušnjah njih zanima vse.
če je le predstavljeno v pravem formatu, oziroma če le mi kot organizatorji oziroma kot umetniki, ki jim posredujejo neko umetniško delo, vložijo dosti napora v to, da jim nekaj dobro predstavijo. Jaz mislim, da so srednješolci zelo kritična publika. In mogoče lahko povem, da ponavadi umetniki, preden se soočijo s 16-17-letniki, da imajo večjo tremo, kot pri soočanju z odraslimi, ker ta stereotip, da so bolj direktni pri izražanju odobravanja oziroma neodobravanja, mislim, da kar drži, ne. Pač, če jim ni všeč, se ne delajo, da jim je. Če pa jim je všeč, no, kar jim ponavadi je, ne, vsaj upamo, da, je pa odziv zelo iskren, pa tudi zelo direkten, no. Poskusimo vzpostaviti tudi nek tak direkten kontakt med recimo umetniki pa med dijaki pa tudi ostalim občinstvom, ali v obliki nekega nagovora pred predstavo, mogoče samo kot en uvod, kaj lahko pričakujejo, ali pa v obliki kakega pogovora po predstavi, kjer so zelo direktni odzivi, no, tako tudi od tega, da vidijo stvari, ko jih recimo niti sami umetniki ne bi pričakovali, do tega, da tudi odkrito povejo, kaj jim je bilo všeč in kaj jim ni bilo všeč. Zelo se pa trudimo narediti še eno stvar, in sicer mi gostujemo na šoli in princip šole je, da seveda predaja nekaj dijakom. To je ponavadi znanje, ampak tudi kaj druga. Mi se pa trudimo vzpostaviti en sistem, kjer predstave ne bi bile samo še ena roba, ki jo mi dajemo dijakom, ampak bi jih res povabili k nekem dialogu. Zato ogromnokrat za dijake ne organiziramo samo predstav, ampak tudi kakšne delavnice, oziroma pripeljemo umetnike, da jih vključijo v umetniške procese. Zdaj, ali je to kaj zelo enostavnega, da se učijo, ne vem, tehničnih veščin v gledališču, kako delati kot lučkar, kako delati kot tonski tehnik, videotehnik, kot scenski tehnik, do različnih plesnih delavnic, ali pa recimo imamo zelo lepe izkušnje tudi, da smo dijake prav povabili k ustvarjanju. Recimo predlani so s kolektivom Prostorož načrtovali okolico svoje šole in sama šola je potem tudi realizirala projekt. Zanimivo, kaj pripravljate letos, kje bodo lahko še sodelovali, kaj zanimivega? Letos pripravljamo delavnico performansa. Druga gimnazija ima namreč zelo bogato, ogromno gledaliških vsebin, od muzikla do angleškega teatra, španskega teatra, veliko se z dramatiko ukvarjajo. No, mi pa smo pripeljali kolektiv Via Negativa, ki bo imel z njimi delavnico performansa, in člani kolektiva umetniki pravijo, da k tej delavnici pristopajo čisto tako, kot da bi imeli delavnico za uveljavljene igralce. Performance je absolutno žanr, ki tako kar zelo ostro poseže tudi v neko tako osebnost oziroma v zelo intimne stvari posameznika. In se nam zdi zanimivo, da vidimo, kako se bojo mladi s tem soočili oziroma kaj jim bo prineslo to, no, ta delavnica performansa. Je morda še kak dogodek, ki bi ga posebej izpostavili, ki morda zanima širšo javnost, ne samo dijakov, gimnazijcev? Načeloma so vsi dogodki tako načrtovani, vedno je težko zbirati neke take ljubljence, no, ampak jaz vsako leto imam svoje. Tako da ekstra vabim, jutri imamo v Kinu Udarnik ogromno programa, ob 7 začnemo s filmom Moje ime je Janez Janša. Potem po filmu nadaljujemo s pogovorom, pridejo vsi trije Janezi Janše, vsi trije umetniki, oziroma bodo vsi, ko pridejo, videli, kateri trije Janezi Janše se bojo udeležili pogovora. Potem po pogovoru ob 9 je pa v Kinu Udarnik še koncert Damirja Avdića. Imeli smo en par klicev, če je to Denis Avdić, komik ni, je pa kantavtor, oziroma kot on sam sebi reče, antikantavtor Damir Avdić. In v četrtek za zaključek, kaj je takrat? V četrtek pa gostimo eno tujo umetnico, Silvijo Costa, Italijanko, z eno zelo lepo, prefinjeno predstavo, ker je ona v akvariju, v katerem se celo predstavo dviga voda, oziroma ena taka tekočina, in do konca predstave ona do konca v vodi in vidimo samo še njeno silhueto, ena taka lepa metafora, brez besed. Potem pa, kot rečeno, zaključujemo z Dolgom Saške Rakev. Biti dolžnik je zelo aktualna tema, pa če si država ali pa posameznik. In Saška pogleda malo čez rob tega, da to ni samo finančno razmerjeno, da je tudi drugačno. Tako da upamo, da bomo in dijake in širšo javnost malo sprovocirali razmislekov o tem.
Zelo aktualno. Jaz mislim, da bo tudi udeležba kar velika glede Upamo. na dogodke v zadnjem času. Ja, veliko sreče, da bo vse se izteklo tako, kot treba, kakor že zdaj vsako leto 11 zapored. Torej letos, Alma, hvala lepa, da si bila nocoj naša gostja. Hvala vam za vabilo na Takole, koktajl. ja. In se vidimo prihodnje leto znova z novimi vsebinami. Zdaj pa še 3 dnevi so pred vami, oziroma Tako. danes je bil komaj prvi. Hvala še enkrat. Takole, mi pa nadaljujemo z nagradno igro. Pripravite telefone. Takole, na vrsti je nagradna igra naše oddaje. Tudi danes je nagrada 2 vstopnici po vašem izboru za Slovensko narodno gledališče Maribor. Pokličite nas 02420 12 44 ali 02420 12 50. Nagradno vprašanje je zelo enostavno, ABC, in prosim režijo, da ga spusti, da si ga bolje pobliže pogledamo vsi. Slovensko narodno gledališče bo v okviru prireditev Ta veseli dan kulture 2012 pripravilo ogled te naše lepe hiše. Kdaj bo ta veseli dan? A. 3. decembra, B. 5. decembra ali C. 25. decembra. Nekdo je že z nami. Dober večer želim. Dober večer želim. Kdo je z nami? Simona pri telefonu. Dober večer, Simona. A hodite kaj v gledališče? Ja, hodim, ampak zdaj, da bi bila vsaki teden ali pa vsaki mesec, ne. Hodim parkrat na leto. No, super, to je lepo slišati. No, potem najbrž tudi spremljate, kaj lepega pripravljajo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Povejte, kakšen je pravilen odgovor? Ja, zdaj čisto točnega odgovora ne vem, bom pa ugibala. Poskusite. Tudi oboje pravijo, da je v redu. Jaz bi rekla B. 5. december. Ne, ni pravilen odgovor. V redu. Ja. Simona, Hvala lepa. več sreče kdaj drugič, da Ja. boste drugič odšli v gledališče. Hvala lepa, da ste nas hvala. poklicali. Ja. Morda je še kdo z nami? Halo? Ne. Torej, pravilen odgovor je A. 3. decembra bo torej ta veseli dan v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru, kjer si boste lahko pobliže, če še niste, ampak jaz mislim, da ste si dodobra ogledali in podrobneje ogledali ta naš mariborski kulturni hram. Takole predlagam, da nadaljujemo po tem govoričenju z glasbo. Še vedno jaz verjamem, da so tudi vam zlezli pod kožo skupina Tristan in zdajle bomo slišali Moja prva misel si ti. Na nebu svetle zvezde, po mladnem vetru plišejo breze, vejevju droben slavček žboli, o ljubezni poje mi. Želim si sladke sanje, naj tvoj objem zaziblje me vanje, ko sonce speče mesto zbudi, moja prva misel si. Nad mestom nov dan se prebuja, še ne spim. Nov dan mi ljubezen obljublja, srečna bedim. Želim si sladke sanje, naj tvoj objem zaziblje me vanje, ko sonce speče mesto zbudi, moja prva misel si.
ziblje mevanje, ko sonce spet černisto zbudi, moja prva misel si. Moja prva misel si. Takole oddajo pa nadaljujemo zanimivo temo, in sicer v Celju je pred nekaj dnevi začela s poskusnim predvajanjem prva dijaška spletna televizija. Ja, program tehnično in vsebinsko pripravljajo dijaki Šolskega centra Celje, ki se izobražujejo znotraj programa Medijski tehnik. Lepo pozdravljam. Alen Pavšar in pa Igor, dober večer. Večer. Alen, ti si vodja produkcije, Igor, ti si dijak, ki sodeluje pri tem projektu. Odkot ideja? Ja, ideja je v samem začetku ta, da dejansko, ker v programu Medijski tehniki izobražujemo dijake, predvsem, da bodo postali kamermani, da bodo postali režiserji, montažerji, da tisto, kar med poukom dejansko se naučijo, to tudi širnem svetu oziroma v prvi vrsti Sloveniji pokažejo. Ne? To je v bistvu glavna ideja, da lahko tisto, kar dejansko nalogo, recimo, ali pa vajo, ki jo opravljajo med poukom, potem tudi pokažejo gledalcem in oni pa dejansko potem nekako lahko ocenjujejo to vsebino, ne, da dobijo nekakšen feedback v bistvu. Torej, kakšna pa je programska vsebina prve dijaške spletne televizije? Kaj vse boste pripravili? Zaenkrat imamo v bistvu 4 glavne kategorije. Nekako oddaje, kratke dijaške filme, ki jih dijaki ustvarijo. Potem imamo eno kategorijo, v bistvu prispevki, reportaže, kjer lahko pokažemo dejansko krajše prispevke s terena in pa dogodke. Potem je pa še ena kategorija, kjer pokrivamo daljše dogodke, to se pravi, ne vem, lahko je to dogodek, ki se zgodi na naši šoli, lahko je to dogodek, ki se zgodi na neki drugi partnerski šoli v Celju ali pa kje drugje po Sloveniji, ali pa nek bolj prepoznaven medijski dogodek, ki se zgodi v Sloveniji. Recimo lani smo posneli Mistra Slovenije, potem v Celju imamo modne navdihe, ki jih vsako leto tudi pokrivamo. Tako da to so nekako glavne kategorije, ki jih prikažemo. Igor, kaj te najbolj zanima pri delu na televiziji? Kaj si želiš postati? Ja, moj cilj je postati snemalec. V bistvu moj cilj je biti v tem, v videoprodukciji, biti snemalec, montažer, delati dejansko, ustvarjati filme, oddaje, kot tudi delamo na VTV-ju. In v bistvu VTV nam prinese nekaj več, v bistvu nekaj dodatnega znanja. In s tem izpopolnimo svoje znanje, ki ga v bistvu pri pouku dobimo. Kaj ste se naučili do zdaj? Kakšno je delo? Je težko? Ja, zdaj pred odprtjem je bilo dela zelo veliko, bilo je kar naporno, tudi po pouku smo dosti delali, ampak mislim, da se bo kar obustovalo vse skupaj. Ja, da je projekt zaživel, je bilo potrebno najbrž tudi kar precej denarja. Televizija je kar draga stvar. Kaj menite, Alen? Ja, bom rekel, za tisto glavnino, bi temu rekel, studijsko opremo, seveda je bilo porabljenega kar nekaj denarja, ampak se mi zdi, da tisti glavni del ali pa recimo srce naše šole ali pa naše televizije pa vsekakor so dijaki, ki ustvarjajo, in zdaj v bistvu mi smo naredili, mi kot mentori smo postavili televizijo na nek način ali pa jim dali pomagali do zagona, zdaj pa mislim, da so dijaki še pripravljeni, da sami potem prevzamejo to produkcijo in delajo seveda pod nadzorom mentorjev, ampak mislim, da je glavno to, kar bojo oni zdaj naredili pa pokazali. Torej, VTV, kot ste povedali, se reče vaši televiziji, torej vtipkate in od petka naprej že lahko vidimo, kaj se dogaja. Tako. V bistvu vtv.si je naslov. Dejansko gre za princip nelinearne televizije, tako da lahko gledalci sami izbirajo,
oddaje. Imamo pa seveda, bomo videli zdaj, kakšen bo odziv in mogoče bomo če se bo tako nadaljevalo, zaenkrat beležimo super odziv. Gledalci, starši, tudi recimo dijakov so zelo navdušeni nad tem, da lahko pogledajo svoje izdelke svojih otrok in če bo šlo tako naprej, mogoče celo televizija na svojem kanalu. Igor, koliko vas sodeluje pri tem projektu, koliko mladih? Ja, sodeluje v bistvu cela šola, po malem bi lahko rekli. Drugače nas je pa tam okoli 40, ko res skozi delamo na tem, novinarji, snemalci, montažeri. Mislim, da nas je kar. Bo kakšna glasbena tudi oddaja pripravljate morda? Ja, ravno smo se pogovarjali, ko smo tole oddajo zdaj gledala, da dejansko, ja, sej mladi so na naši šoli, radi se zabavajo, dejansko bo glasbena oddaja in že zdaj v bistvu skozi oddaje skušamo na tak lahkoten način z glasbo tudi obogatiti vse prispevke in ja, se že veselimo tega. Jaz mislim, da bi se vam odzvala tudi Alja, ki si jo bomo gledali, da si malce predahnemo, ki je nastopila že v naši oddaji, super v živo s celim bendom, A veš in Alja. Poglejmo. Sem za tvojo dlan, a zdaj veš, kako je, ko si sam. A je težko noč, ko čakaš dan, a to laži vse, da vse je božji plan. Ne prekrivaš, da sem kriva jaz in da z mano si izgubljal čas, a bi rada me odnese glas, a te sploh zanima, če je tudi meni mraz. A veš, da sem sanjala naju o smrti v raju. A veš, vse sem dala za tebe, ko si mislil na sebe. Verjamem, da si bil zaspan, ker da si Bog delal in da si zgaran in da spremenil se je tvoj plan, ker te ljuba je poklicala čez dan. Govoril si mi, kako sem lepa in si mislil, da sem čisto slepa. Mislim sicer, da bi me sprehajal, da na meni svoje trike bi izvajal. A veš, da sem sanjala naju o smrti v raju. Vse sem dala za tebe, ko si mislil na sebe. Zvizde za naju po smrti v raju. Vse je za tebe, ne misli na sebe. Zvizde za naju po smrti v raju. Vse je za tebe, ne misli na sebe. Sem dala za tebe,
Alja in a veš, v naši oddaji, mi pa še vedno klepetamo z našimi gosti o prvi dijaški spletni televiziji. Pa me zanima, Igor, morda ti poveš, a je kakšna razlika, zdaj si lahko ogledal, kako pri nas gleda vse skupaj in pa na vaši dijaški spletni televiziji. Kakšne so razlike v studiu, v režiji? Je seveda razlika, tukaj gre vse v živo, je vse že vnaprej, vse določeno, bolj natančno mora biti vse res v nulo, kot se reče. Drugače pri nas imamo pa čas, se neka oddaja naredi, ne vem, en teden in damo potem gor in je nekaj druga ena. Je pa tudi res, da pri nas je to, da tisti domači res radi pogledajo, radi vidijo sebe gor na televiziji in to je v bistvu zanimivo, da v bistvu mi zajamemo šolski center tudi več, da dijaki recimo so na eni prireditvi in se dejansko potem lahko nekaj vidijo, ne? To je v bistvu smisel torej vaše televizije, da se torej mladi pojavljajo, posnamejo, ne? To malce že pocenzurirate, ne? Kakšnih divjih, hudih zabav pa to ne boste objavljali. Gospod profesor. Ne, za tiste pol YouTube. Ne, v bistvu se trudimo narediti zanimive stvari, ampak smo v bistvu šolski center Celje, smo šola vzgojno-izobraževalne, se pravi, moramo imeti vzgojno-izobraževalne vsebine, moramo jih izobraževati, učiti skozi naše vsebine in to je glavna stvar. Torej YouTube ni konkurenca, seveda da ne. Ne, bom rekel, da ne. Kvečemo, mi izkoriščamo v bistvu YouTube, ne. Mi prek YouTubea v bistvu naredimo si malce reklame, povzamemo tisto publiko iz YouTubea, jo pripeljamo na našo stran, isto Facebook. Če tega ne bi bilo, mi ne bi verjetno dosegli tega, kar smo zdaj v tem vikendu naredili, pa naprej. Koliko ogledov ste imeli, na primer? Zdajle smo zabeležili preko 12,000 klikov v enem tednu, kar je iz mojega vidika, glede na to, da je bila pred enim tednom ta televizija, spletna stran še nepoznana, je to izjemen rezultat, edinstvenih klikov in to je za mene zelo veliko. Prej ste povedali, da se boste povezali tudi z drugimi šolami po Sloveniji. Katere so te? Ste že povezani morda s katero tudi z mariborskega konca? Ja, seveda, z mariborskega definitivno. Srednja šola za oblikovanje je naša partnerska šola. Poleg tega še mislim, da 5 ostalih partnerskih šol, praktično vse šole, ki imajo ta program, medijski tehnik. Ta pisma o nameri so že podpisana in tudi oni v bistvu bodo sodelovali z nami na tak način, da bodo vsebine, ki nastanejo tam, se pravi integrirane v naš program. In pa tudi vse ostale šole so vabljene seveda k sodelovanju, ne. Tudi osnovne šole, v bistvu naša, bi rekel, ciljna publika so tudi osnovnošolci, tisti, ki prihajajo na našo šolo ali pa na druge šole, tako da tudi oni so zelo dobrodošli. In nič kaj ne boste gnjavili s kakšnim učenjem pa nekimi nalogami pa to? Preveč ne bomo gnjavili, bomo pa ozaveščali. Boste, no, pravilno. Ja, kaj naj rečem, hvala lepa, da ste bila danes naša gosta. Včasih smo poznali samo šolski radio ali pa šolski časopis. Morda kaj pokomentiraš, Igor, ti, ko si čisto z druge generacije? Ja, seveda, zdaj imamo pa, ne vem, Twitter, Facebook, veliko bolj zanimivo je klikanje na internetu, kot pa nek šolski radio ali pa časopis. Vsak rad gre na računalnik, pogleda neko stvar, pa dejansko vidi sliko v živo. Alen, so to torej vaši učenci potrebovali? Jaz mislim, da so in vedno več v bistvu je takih, ki si želijo sodelovati. Če gledam iz sebe, če se postavim par let nazaj, če bi to bilo, takrat, ko sem jaz začel hoditi v srednjo šolo, bi v bistvu čisto drugače pristopil k temu. Tako da jaz mislim, da so zadovoljni. Ja, hvala lepa še enkrat in veliko sreče in veliko zadovoljnih gledalcev, takole bom rekla. Ne? Hvala. Hvala lepa, vi pa tudi ne pozabite na VTV in pa seveda tudi ne na nas. Znova bomo skupaj že prihodnji torek ob 20. Lep in miren teden vam želim, če le lahko noč.